Povabili smo na kavo. Gospa Minka Gantar, dobrodan vam želim v srečnem novem letu 2020. No tako, naj bo srečno. A imamo še kakšno drugo željo, morda glede zdravja? Ja, si vsi isto želimo, ne? Vsi si želimo, da bi bili zdravi, pa zadovoljni, pa en kanček sreče zmerom prav pride, ne? Če ne drugega, pa na cesti, pa na splošno v življenju, pa še da ti mečkan sreče nakaplja zraven. Ja, da bi bilo dobro, zadovoljno leto. To želim tudi vsem poslušalkam pa poslušalcem. Ko vam voščijo, vam je prav, da vas objamejo? Ja, absolutno. Jaz se veliko objemam. Res in tudi tako, ko začutam, da nekdo rabi objem, z veseljem objamem. Gospa Minka Gantar, kaj bo 1. februarja v Ljubljani? No, to pa skoraj dan objemov, skoraj dan. Ja, skoraj cel dan. Ja. V glavnem pripravljam velik seminar v Kristalni palači v Ljubljani in sem razmišljala, kako bi naredila, da bi lahko čim več dala ljudem. Ne, da v bistvu, da je nekako zgoščeno, da ne rabiš dopust, da ni predrago, da si lahko normalen človek privoščil vse skupaj, in sem dejansko naredila seminar od 9. ure zjutraj do 5. ure popoldan, s tem, da bodo pod prvo zvočne kopeli. To ne delam jaz, povabila sem sodelovanju eno krasno gospo, ki igra na kristalno liro. V glavnem, kaj je cilj vsega? Prva zadeva je fizično. Treba je poskrbeti za fizičen del našega telesa. Če imaš fizično težave, dejstvo je, da od tukaj naprej ne gre kakšna duhovnost. Jaz rabim ta prvo se dobro počutiti. Ja. In to je tisto osnovno znanje, sploh takrat, ko se zatakne, kaj je treba narediti, seveda bojo ljudje lahko sprašvali. Potem drug del je čustveni, a tukaj pa že tam. Dejstvo je, če vam jaz recimo strah pred premikom naprej, je možno, da me bojo bolela kolena in kolki. Ne? Ker enostavno na čustvenem področju Mene vse boli, jaz ne vem, kako je z mojimi strahovi bolj. Zaribala, da enostavno ne morem naprej. Ne? Recimo ljudje, ki nosijo hudo zamero, jih pogosto tišči v prsih, pa mogoče nimajo niti pojma, kaj vlečejo za sabo. Misliš, da te srce daje, v resnici pa zamera? Lahko potlačena jeza, lahko Ampak, žalost. če boste cel dan skupaj, to je potrebnih veliko različnih idej. Ja, zdaj imam točno program sestavljen, točno vem, kaj želim. Se pravi, nekaj je zvok. Glasba res pomaga ljudem, ampak so še dišave, masaže. Tega ne bo. Ampak kaj vse bo? No? Objemi bojo. To je edina stvar od masaž, da se razumemo. Naslednja zadeva predavanje. Se pravi, da predavanje na začetku prve 2 uri posvečeno fizičnemu delu. Potem pauza. Potem naslednji 2 uri posvečeno čustvenem delu, tukaj, da prepoznaš svoje podzavestna prepričanja. Pripravljam priročnik, ki ga bom dala vsakmu, ki bo prišel, da bo imel vodič skozi svoja podzavestna prepričanja. Se pravi, a me moti, ne vem, imam zamero do staršev, je to nekaj, kar me drži v nezadovoljstvu, ali mogoče jeza na cel moški svet, kar je pogosto pri ženskah, ali pa pri moških jeza na cel moški. Tudi na moški svet, ja. Tudi na moški, na ženski svet, tudi tekmovalnost. Ampak gospa Minka, teh stvari je lahko veliko. Kam vse pa bomo to zapisali? Zato pripravljam ta priročnik, da dejansko vsak dobi, da ima s sabo priročnik, da potem lahko noter napiše, da ima vse na enem mestu. Naslednja stvar je pa ta duhovni del. Meditacija za odpuščanje. Dokler ne odpustiš, vlečeš težo preteklosti za seboj in potem imaš vedno večje težave. Potem dekodiranje podzavestnih programov. In naslednja stvar, to je pa zdaj spet ena nova zadeva, kako si narediti hologram novih idej. V glavnem, to bo v bistvu bomo skupaj naredili, ker je to toliko dobra zadeva, ker dejstvo je, da mi živimo v svetu energiji in lahko sami preizkusite, če zdaj le začnete govoriti sami sebi, joj, upam, da me ne bo začela boleti glava, ja, verjetno čez pol ure bo tako. Ali pa greš na cesto, pa upam, da me ne bojo ustavili, ja, točno tebe bojo najdali. Upam, da ne bom prevozil radar, točno tebe bojo najdali. In druga stvar pa je, kako nastaviti na pozitivo, da se ti začnejo dobre stvari dogajati. Minka Gantar je z nami tukaj v studiu, avtorica 2 velikih uspešnic, ko imajo hormoni žur,
ko ima življenje žur, na internetu pa samo napišete srečno življenje. Povabili smo na kavo. Še bo nekaj minut z nami gospa Minka Gantar delila modrosti. No pa deva eno modrost. Gospa Minka. Karto bom zdaj karte prehodu v novo to je kvartopirstvo Minka Gantar. Tako. Moj oče je rekel, je to kakšna čarovnija. Kaj je nastalo? Nadangel Gabriel. Slišim, zaupam, sledim vodstvu. Dejstvo je, da smo vsi vodeni in da nam vsem govori droben glas, kaj ne narediš, ampak pa naredimo, ne, pa potegneš ročno zavoro, pa ne, ker te strah zgrabi. In ti spet začneš še pa ta, dej naredi to. Vsi mi smo strahopetci. In potem, ne, pa kaj, pa varnost, pa denar, pa vse ostalo in nič ne narediš. In dejstvo je, da če bi sledil temu vodstvu, no in zdaj bom prebrala naprej. A to bo zame veljalo, ne? Nadangel Gabriel, pa verjamem za mnoge druge. Aha. Je nadangel glasnik. Vem, da mi je vedno poslano pravo sporočilo. Vem, da vedno porabim pravo besedo. Vem, da se vedno prav odločim. Nadangel Gabriel, ti poznaš vse odgovore, hvala za vodstvo. In jaz eno stvar, kar se jaz držim pri sebi. Vprašam, no kaj imam pa zdaj za narediti. In dobim točne odgovore in jim sledim na koncev. Ni da razmišljam, nimam denarja, ne morem tega narediti, se ne da. Vse se da, ker vedno nekaj nastane, vedno. In ena stvar, ko slediš temu vodstvu, ki ga imaš. Ampak to je vaš karakter. Ne morem reči, da je modrost, ker pameten sem recimo tudi jaz, pa sem kjer ne pozna. Meni otroci rečejo, da sem taka simpatična zmešanka. To je pa ljubezenska izjava. Mogoče res. Pač ne dovolim, da me bi strah držal nazaj, ker je strah je tako, kot bi imel okove okrog nog in nič ne narediš, potem pa obtičiš nekje, kjer nisi zadovoljen in potem umiraš. In ko začne pešati tvoja življenjska moč, zboliš. In potem itak ne moreš narediti premika naprej, ker si to bolan. In potem je bolj varen umret, ker pa karkoli narediti. In ljudje pa rečejo, le ubogi. Ja, ne vem, a je tok človek ubogi, ali bil na začetku ubogi, ker si ni upal. Tako da jaz mislim, da je bolj tista prva zadeva, ker vsi smo se prišli naučiti, sled seb, bod pogumen, pravljice govorijo, pravljice. Strah je od zunaj kakšen, voto pa od znotraj ga nič ni. Ampak to otrokom govorimo, mi smo pa prestrašeni in obtičimo, ker nas je strah glede preživetja. Ja, in tukaj, zato povabilo na seminar. Jaz ljudem pomagam, da odkodirajo te strahove, da odpustijo, da lahko grejo naprej, da odpadejo te okovi in zato sem toliko prepričana v to, kar delam, zato ker na koncu koncev meni ni z rožicam poslano v življenju, da prvo šolo jaz delam. To je dejstvo. Jaz ne učim niti ene stvari, kar nisem sama prehodila. In ljudje rečejo, tebi je lahko. Čak, v čem mi lahko, v čem mi je toliko bolj lahko, kot vsem ostalim. Res je, enkrat sem se odločila in sem pustila službo in sem rekla, ne vem, kaj bom delala, mogoče bom posodo pomivala. Ne vem, ampak vem, da bom umrla za tistimi rešetkami, ker delala sem v Domelu v železnikih. Če ne bom nekaj naredila, jaz moram iti ven, ker bom umrla tukaj. In potem so se začela odpirati vrata in sem pristala pri podjetju, ki je prodajalo knjige. In sem začela s tem in tam sem spoznala nekoga, ki mi predstavil prehranska dopolnila in seveda bi lahko rekla, ne, jaz sem strojnica po poklicu, tega ne znam. Zdaj nekaj več probam, se mogoče bo pa kakšen kaj kupil. In na koncu sem postala strokovnjak za prehrano, ampak ni samo prehrana, je ta duhoven del. No, kako ste pa do duhovnega dela prišli? Ja, ko si dovolj odrekel, pa nekaj narediš. To je prebavno potem odločilo. Do besedo, takrat, ko je treba začeti vrcati. Gospa Minka Gantar, kako se prijavimo na tale seminar 1. februarja v Ljubljani? Spletna stran srečnoživljenje.com, kliknete na povezavo ali pa vpišete v Google celodnevni seminar za dušo in telo. Ampak so pa predpogoji, ne? A kakšni? Povejte. Ja, samo priti je treba. To je to. Noč drugega. Ni, da moraš imeti težave. Ne. V glavnem, to bo,
A veste, česa se veselim? Zdaj z gospod Matejo Bobek, ki bova imeli skupaj ta dogodek, sva že posneli karte Prehod v novo dobo v zvočni obliki. to možno? In sva bili zadnjič v studiu in je nastal 1,5 ure pozitivnih sporočil. Tok je dober in to bo tudi na tem dogodku predstavljen. Kakšno idejo imam? Namesto, da ljudje poslušajo, kje je nesreča, recimo zjutraj, ko grejo v službo, ja bojo pa poslušali pozitivna sporočila in bojo prišli na spidirano službo. Rekam, no ja, a ni lep dan? A ni to boljše? Čudovita ideja. No, tako da v glavnem vabljeni tudi po nove ideje, tudi za vas, predvsem pa po novo energijo na seminar za dušo in telo 1. februarja v Ljubljani. Gospa Minka Gantar ima 2 krasni knjigi, Ko ima življenje žur, ko imajo hormoni žur, obe sta uspešnici, obe imate več izdaj. Če se potrudite, pa pridete tudi do njenih kart. Ne? Ja. Moj je bil danes Nadangel Gabriel. Slišali ste zraven še knjižica, modrosti so. Tudi vi upate, v redu. Ne, taj pa za poslušalke in poslušalce. Pripadno sem človek, sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Ja. In tega bi se vsi mogli zavedati, da smo vsi namenjeni za dobrobit vseh. Ne za svojo rit, pa za svoj žep, ampak za dobro vseh. In če delamo na ta način, ne moramo nikdar mimo udariti. Čeprav je včasih videti, da so me vsi zapustili, se zavedam, da nikoli nisem sam, nisem sama. Vse stvarstvo me podpira, prepuščam se toku življenja. Obdaja me narava, prepuščam se zvokom življenja. Objema me izobilje, jaz sem del velike slike, del mogočnega procesa. To je modra misel gospe Minke Gantar, ki je bila danes naša sogovornica. Gospa Minka, mislim, da se bomo imeli 1. februarja v Ljubljani na vašem seminarju krasno. Ja, res povabljeni, prepričana sem v to. Povabili smo na kavo.